Iskrena hvala za vašo pozornost. Danes sem se odločila, da bom spregovorila o drevesu življenja. In bom zato najprej prebrala iz Svetega pisma, iz prve Mojzesove knjige, 2. poglavje, 9. vrstica. In Gospod Bog je dal zrasti iz zemlje vsakovrstno drevo, prijetno za pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi vrta, ter drevo spoznanja dobrega in hudega. In nadaljuje v 16. vrstici. In Gospod Bog je dal človeku tole zapoved: od vseh dreves v vrtu smeš jesti, od drevesa spoznanja dobrega in slabega ne smeš jesti. Nikar ne jej, zakaj brž, ko bi jedel od njega, boš moral umreti. Pa ti pa tam rdeča lučka na skrajno desno, kot pritisnila. Sem zdaj Ne. To se pravi, Gospod Bog je ustvaril 2 drevesa. Drevo življenja, pa tudi drevo spoznanja dobrega in slabega. Drevo življenja je drevo življenja. Bog ni rekel, če bomo jedli iz drevesa življenja, da bomo umrli. Dal pa nam je svobodno voljo. In ker je tudi drevo spoznanja dobrega in slabega, nas je opozoril: ne jejte iz drevesa dobrega in slabega, ker boste umrli. Dva drevesa in imamo svobodno voljo. Vsak se odloča sam, iz katerega drevesa bo jedel. Ali iz drevesa, ki daje radost, življenje, zdravje, lepoto, mir, ali iz drevesa dobrega in slabega, ki rojeva konflikt, nemir, bolezni, staranje in pa tudi smrt. Vsak izmed nas ima svobodno voljo. Sveto pismo ne laže. Sveto pismo je knjiga resnice. In poznamo zgodbo, da v obliki kače je bila Eva testirana. In jo je vprašala, ali res lahko z vseh dreves iz tega rajskega vrta ješ samo iz enega drevesa, pa ne smeš jesti. Ja, res je odgovorila. Kača pa je nagovorila: to ni res. Ne boš umrla, tudi če boš jedla iz drevesa spoznanja dobrega in slabega, ki je odlično, ker je iz tega drevesa, ker ne boš umrla. In Eva je, kot se temu reče, nasedla. In je jedla. In to drevo je bilo drevo, ki daje spoznanje. In dala ga je celo svojemu možu, Adamu, da ga proba, ker je odlično, dobro, ker daje spoznanje.
in spoznala sta, da sta naga. In ko je Bog hodil po vrtu in ju je iskal, sta se skrila. Skrila sta se. Slabo vest sta že imela. Vedela sta, da sta prekršila najbolj pomembno zapoved. Nista ga ubogala, nista bila poslušna Božji volji, ampak sta nasedla. Kje pa si, Eva, kje si, Adam, ju je Bog klical? Tukaj sva, ker sva naga, sva se skrila. Aha, torej sta jedla že iz drevesa spoznanja, dobrega in slabega. Ja, je Eva rekla, kača me je zapeljala. Ko je Adam vprašal, zakaj si pa ti jedel, ja, žena me je zapeljala. Vedno se prelaga odgovornost na nekoga izven nas. Nismo mi nič krivi. Kriv je partner, kriva je družba, krive so novice, televizija, izzivi, preizkušnje. In ko je Bog spoznal, da sta jedla iz drevesa spoznanja dobrega in slabega, jih je napodil iz raja in vrata zaprl z 2 keruboma. Zakaj? Da ne bi jedla še iz drevesa življenja in večno živela v dobrem in slavem, da bi bila večna smrt pred njima. Ko sta zapustila raj, sta šla na to pusto zemljo in sta jo morala obdelovati, iskati hrano. In leta so tekla, bolezni so se pričele kopičiti, starost je prišla. Rojevala sta svoje otroke po grehu, po padcu iz drevesa življenja. In prvi otrok je bil pač dober, ker je drevo spoznanja dobrega in slabega. Eni rečejo temu yin yang, dobro slabo, karma. Različni so izrazi za to stanje, v katerem se ljudje trenutno več ali manj, še množično, nahajamo. Dober je bil Kajan, prvi otrok, bil je poljedelec. Drugi otrok je bil Abel, živinorejec. On se je zavedal, da je grešnik. Se je zelo dobro kesal in se opravičeval in molil in prosil, da bi se vrnil nazaj v to drevo življenja. Medtem ko Kajan se je trepljal po svojih prsih. Jaz sem pa dober, moj brat je pa slab. Jaz sem poljedelec. Jaz ne ubijam živali, on pa ubija živali. Ampak Abel je bil ponižen pred Bogom. On si zavedal, da greši, da je stran od drevesa življenja, ne po svoji krivdi. Medtem ko Kajan, ki je bil dober, poljedelec, je svojega brata kritiziral, sodil in ga tudi ubil. To je zgodba, ki ima velik pomen za vse nas. In jo moramo razumeti. Razumemo jo pa lahko samo tako, da smo odprti za modrost, da smo odprti za vse tisto, kar nam je tudi ponujeno, da bomo iz drevesa dvojnosti prišli nazaj v drevo življenja. Preroki so bili na zemlji, številni, ki so obljubljali, da bo prišel na zemljo pravi Božji sin, ne grešnik, kot sta bila Adam in Eva, mama in oče, ki sta rodila prva 2 sinova po grehu in sta bila oba zaznamovana z grehom. Eden je bil dober, drugi bil slab.
nobeden pa ni bil odličen. In preroki so obljubljali, da bo prišel na zemljo Božji sin, ki bo ta greh opravil svojo ljubeznijo, svojo čistostjo in nas vrnil nazaj po milosti v drevo življenja. In ta prerokba se je uresničila z rojstvom Jezusa Kristusa. Ni imel zemeljskega očeta. Njegov oče je bil, kot so tudi že v laboratoriju v Izraelu dokazali, ni imel zemeljskega očeta. Ne 23 kromosomov po očetu. Imel pa je zemeljsko mati, ki je bila čista, brezmadežna, ki je molila k nebeškemu očetu in je molila, da bi bila ona tista, ki bi bila izbrana, da bi lahko svetu podarila odrešenika, ker na zemlji je bilo prehudo. Vojne, prepiri, kazni, smrti, staranje. Imeli pa so obljubo, da se bo odrešenik rodil, ki bo vrnil človeštvo nazaj v ta izgubljeni raj. In Marija je bila izbrana, mlada punca. Ko jo je angel Gabriel obiskal, se je najprej prestrašila od silne svetlobe. Ko ji je zaupal, da je izbrana, je pozemljsko razmišljala, le kako bom rodila Božjega sina, če še nisem moža spoznala. Angel pa je poučil, boš blagoslovljena s Svetim duhom. In ta otrok bo Božji sin. In res je bila blagoslovljena s Svetim duhom in rodila nam je odrešenika. V tem mesecu vsi čakamo ta Božji čudež, da se bo v nas tudi rodil odrešenik. Ker Božji sin se je že dolgo tega rodil na zemlji. Vendar ga številni ljudje niso sprejeli z ljubeznijo. Ne razumejo, zakaj je prišel. On je prišel na to zemljo z enim samim namenom, da premaga smrt. In nam je pokazal pot. In imamo vsi svobodno voljo. Ali bomo to pot izbrali za svojo pot? Ali bomo verjeli tej zemeljski dvojnosti, temu drevesu spoznanja dobrega in slabega? In kdor bo ta evangelij, radostno vest, sprejel za sebe in bo sprejel to milost, ki nam je darovana kot zastonjski dar, dobesedno iz neba, bo pristopil iz drevesa dvojnosti v drevo življenja in po Svetem duhu se bo obnavljal. In drevo življenja prenaša življenje, radost, zdravje. In želim si, da bi to v teh dnevih, ko se spominjamo rojstva Božjega sina, to uporabili za sebe, da se bo v vašem srcu rodila ljubezen do ljubezni in da boste sprejeli ljubezen za svojo novo pot in da boste stopili iz drevesa dvojnosti, kjer je dobro in slabo, v drevo brezpogojne ljubezni in jo to darovali vsem bližnjim, najbolj pa svojim neprijateljem. Da boste vi svobodni in da boste imeli čudovite, lepe, srečne dneve. In to vam iskreno želim. Hvala lepa za vašo pozornost. Kam si mi pobegnila? Prideš sem? Božje kraljestvo. Božje kraljestvo. Najlepša hvala. Hvala za to. Nekaj sem slišal, ko si rekla drevo dobrega in slabega. In mi je prišlo na misel, ko sem imel v svojem prvem delu predavanje, kako nam elite obljubljajo
to je dobro za vas, to je dobro za vas, električni avto je dober za vas, ta medicina je dobra za vas, čip je dober za vas, internet je dober za vas. Kaj se pa na koncu zgodi, da je v bistvu to dobro postane slabo. In tu dejansko gre za to ponudbo, a ne, kače, ki se ne konča dobro, tako kot je tudi že Miči Okuši zelo lepo to opisal, tako da jaz se ti za to, kar si zdaj sprožila v meni, tekom tega, kar sem te poslušal, se ti iz vsega srca zahvaljujem za to spoznanje. Hvala lepa. Hvala lepa.